Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes nadaljujemo, veste s čim? Zdravim preoblikovanjem telesa. Govorili bomo o sladicah za hujšanje, in govorili bomo o tem, kako kombinirati hrano, nekaj osnovnih zakonitostih, ki so pomembne pri hranjenju. V glavnem, dejstvo je, da kdor je zasvojen s hrano, ne more nehati jesti, to je dejstvo. Druga zadeva pa je, ko razumemo zasvojenost s hrano, kako jo ukrotiti, takrat je potem popolnoma enostavno. In zdaj prva zakonitost je, treba je jesti na 2,5 uri. Ko začnete jesti, zdaj odvisno, kdaj je vaš prvi obrok, če je ob 8, morate do 11 že pojesti naslednji obrok. Če ste pa ob 11 začeli jesti, je pa potem naslednji obrok tam okrog 1, 2. Pač treba je jesti. No in predvsem, takrat, ko bi človek nekaj sladkega, imejte v skrinji, jaz imam to kar v skrinji, pripravljene zdrave sladice. In te zdrave sladice imam zato v skrinji, ker so zmrznjene kroglice, tako so božansko dobre. Tu je recept iz knjige, ko imajo hormoni žur, in tukaj noter sem dala recepte, pač sladice za hujšanje. To je tale recept, na strani 174 in enostavno pripravite, to je 15 minut, imate pripravljene takele kroglice in to je za takrat, ko vas zgrabi. Ali pa bi po kosilu še nekaj, ali pa pojeste malco, pa gledate v hladilnik, pa nekaj bi še. Date v usta eno kroglico in dejstvo je, da tisto nekaj bi še s to kroglico, s tako kroglico, zadovoljite to svojo potrebo po nekaj še. To vam res priporočam. Druga stvar, kar vam priporočam, specite svoj ajdov kruh. To je ena taka dobra hrana, beljakovinski kruh, ki vas nasiti. Hkrati pa imejte v hladilniku, zdaj si pa napišite, kaj je pametno imeti vedno v hladilniku. Če jeste mlečne izdelke, si priskrbite navaden jogurt, priskrbite si mocarelo, je boljše kot navaden sir, priskrbite si skuto, zdaj za vse tiste, ki pa ne jeste mlečnih izdelkov, mogoče kozji sir, če pa še tega ne jeste, pa imate pa majčkeno večji izziv, zato ker z oreščki na žalost ne dobite zadostno količino aminokislin. Aminokisline so pa potrebne kot gradniki tako hormonov, kot se pravi tudi B vitamine potrebujete in prav vitamin B12 je ključen, da pride do vezave vseh ostalih B vitaminov. B6 vitamin, ki se veže z vitaminom B12, pa deluje v celici na ožig. In B12 na žalost lahko dobite samo z živalskim virom beljakovin. Tako da tisti, ki ste vegani, vem, da prisegate na vegansko, vas ne spreobračam, ampak razmislite, kako boste prišli do vitamina B12, mogoče je pametno poseči po dobrem prehranskem dopolnilu. Naslednja zadeva, kar potrebuje naše telo dobiti s hrano, so, se pravi beljakovine smo že rekli, druga stvar so pa maščobne kisline, maščobe. Ker naše celice, celična membrana je narejena iz beljakovin in iz maščobe. In če nimate maščobe, ostajajo celična vrata neprepustna. V bistvu je na isti način, kot bi vrata zaribala. Ne gre nikamor, ne pride v celico, ni pospeška, vi ste utrujeni. Zato tukaj maščobe, ki jih potrebujete, so hladno stiskana olja, tako rastlinskega izvora, se pravi tukaj od olivnega olja, do bučnega olja, do olja iz pšeničnih kalčkov, do orehovega olja, do mandljevega olja, vsa ta olja delujejo na celično presnovo. Še ena olja, ki so pa potrebna za dobro presnovo, to je pa omega-3 maščobna kislina, se pravi, čim večkrat poskusite na vaš jedilnik uvrstiti lososa. Lososa dobite, res dobrega lososa, ki ni gojen, ga dobite v trgovinah. Vem, da je dražji, v tem primeru pa če veste, da s hrano ne uživate morskih rib, v tem primeru vzemite dober vir prehranskega dopolnila omega-3. Zadnjič sem govorila z eno gospo, noseča je in je rekla,
25 kg sem se zredila pri prvem otroku, upam, da ne bo isto. Sem se že začela rediti, zdaj imam pa vnetja po celem telesu, ne vem, kaj narediti. In sem rekla, omega 3. Omega 3 deluje proti vnetjem, ampak hkrati deluje tudi na celično presnovo, deluje na hormonsko ravnovesje, deluje na sklepe, deluje na možgane, deluje na vse deluje. In deluje proti depresiji in tudi proti poporodni depresiji. Tako da omega 3 je ključna in dejstvo je, da tega pač s hrano ne vnesemo zadostno količino in dajte poskrbeti za zadostno količino omega 3. Zdaj pa kaj je še pomembno pri tem hormonskem ravnovesju. Pri hormonskem ravnovesju pa pri lakoti je pomembno, da, zdaj bom pa v knjigi, ko imajo hormoni žur, glejte, to razlagam iz rumenega poglavja, kjer imam razložene jedilnike, kako kombinirati hrano, kaj se staviti skupaj, ker v bistvu jaz sem šla pisati tukaj noter jedilnike, ki jih jaz kuham za mene, za moje otroke. In veste, v tem tempu, ki ga imamo, kdo pa ima čas kuhati samo za sebe, potem za družino drugačno hrano? Pač skuhaš in je to. No, in kar vam želim pokazati, je sistem Mercedesovega znaka. Kaj pa to pomeni? Da krožnik pri kosilu razdelite na Mercedesov znak. Pomeni, 1/3 krožnika boste pojedli kuhane zelenjave, 1/3 krožnika pojeste ogljikovih hidratov, boljše recimo temne testenine ali pa ajdova kaša, in 1/3 krožnika pojeste beljakovin. Zdaj tukaj ne govorim, da morate pri vsakem obroku jesti meso, ampak če veste, da v vašem obroku ni beljakovin, v tem primeru boste pač popili za predjed ali mandljevo mleko, ki ima beljakovine, ne pa riževega mleka. Riževo mleko je čisti sladek napitek. To sploh ni mleko, ker povezujemo, mleko je beljakovina. Ne, ni. Samo ime je. Mleko, riževo mleko ima glikemični indeks 85. In to pomeni, da od riževega mleka se boste samo redili. Druga zadeva je pa mandljevo mleko, ki ima pa glikemični indeks 15. Tudi sojino mleko je v redu, ima beljakovine v sebi. Seveda, če ne morete drugega mleka, poskusite s kozjim. Res prav apeliram na to, potrebujete živalski vir beljakovin in če ne gre drugače, dajte poskus s kozjim mlekom. Dajte poskus na ta način in boste videli, ker vaše telo, kdor nima beljakovin, enostavno začne porabljati to mišično maso. Najprej v licih, potem v prsih, potem tukaj nastane zastava. Dejansko vi potrebujete beljakovine, da ste čvrsti. Ker najprej nastanejo tukaj te vrečkice hrčkove in če želite, da je vaše telo prožno, rabite beljakovine in maščobe. Nič drugega, zato je toliko pomembno, nič drugega, je seveda zelenjavo. Zakaj diete, kot je beljakovinska dieta, ne delujejo? Prav zaradi tega, ker je enostranska prehrana. Beljakovine vas bojo zakisale, vi pa potrebujete potem tudi antioksidante, ki jih pa dobite v zelenjavi. Zato tako poudarjam, pri vsakem obroku, sploh pri kosilu, imate krožnik sveže zelenjave ali pa eno skledo solate in 1/3 krožnika date, ali date kuhan brokoli, ali date praženo zelje, ali date špinačo, seveda pripravljeno tako, kot so jo naše babice pripravljale na mleku in maslu. Ali popečete bučke, ali popečete gobe, nekaj od kuhane, pražene zelenjave. Lahko je tukaj tudi grah, lahko je stročji fižol. S tem, prav s temi zelenjavo pa dobite vlaknine. Vlaknine jih pa naše telo potrebuje, da normalno odvajamo strupe iz telesa. Zdaj pa poglejte, kaj se naredi z vlakninami. Ker mi zaužijemo zadostno količino vlaknin. Ker pomembne so pač, zelenjava je pomembna, tukaj dobimo največ vlaknin, se zgodi, da ko se sproži maščobna kislina iz maščobne celice, gre po krvi v jetra, kjer se kri čisti, in če imate zadostno količino vlaknin, se preko žolča ta maščoba veže na vlaknine in jo dobesedno spustite v WC školjko.
Tako to deluje. Se pravi, vi v bistvu, če imate zadostno količino vlaknin, ali pa dajte zdajle šparglje uporabljati. Šparglji z jajci so odlična večerja, šparglje samo skuhate v slani vodi, poleg kosila. Glejte, začnite uporabljati čim več zelenjave, ker čisti vaše telo in hkrati to maščobo odvečno, ki jo imate skladiščeno, jo telo zveže in jo dobesedno pokakate. A ni to dobro? Dobesedno gre iz vašega telesa. No, in zdaj pa pojdimo na večerjo. Večerja, ki pomaga pri zdravem preoblikovanju telesa, je pa pomembno, da je sestavljena čim bolj iz zelenjave in beljakovin. Se pravi, tukaj noter pa, zdaj, če je beljakovinski kruh, je v redu, če je pa navaden kruh, pa ga morate črtati. Tudi sadje za zvečer absolutno ni primerno, razen če pojeste skodelico borovnic ali pa jagod, kar je kislo sadje, ali pa popijete limonado, ker pa vsebuje tukaj ogromno količino C vitamina in bioflavonoidov, ki čistijo limfo, drugače pa obvezno zelenjava pa beljakovine. Pri celem sistemu hujšanja moramo razumeti, da je čez dan pač hrana deluje na energijo, čez noč pa hrana deluje na obnovo. In nam je najbolj pomembno, da stimuliramo to obnovo, da stimuliramo, da se ponoči tvori čim več hormonov, ki preoblikujejo telo, ki pomlajujejo telo, in zato je najbolj ključna večerja. No, zdaj tukaj ne morem mimo tega, da zvečer potrebujete omego 3 in C vitamin. To sta pa pač dve prehranski dopolnili, ki jih res potrebuje vaše telo za obnovo. In boste videli, ko boste na ta način delali, vaše telo se bo preoblikovalo in predvsem, veste, to je ta ljubezen do sebe, ki se izraža tudi preko krožnika, ker če jaz nimam sebe rada, bom trpala v svoje telo vse smeti, kar jih najdem. Če imam pa jaz sebe rada, bom pa najprej svoje telo nahranila zdravo hrano, zato ker vem, da ta zdrava hrana se bo vtkala v moje celice in bo podprla vitalni del mojega telesa. In to pomeni, da leta nimajo veze s tem, kako se jaz počutim. Da leta so samo številka in kako se jaz počutim, je odvisno od tega, kar trpam v moje telo preko hrane, kar trpam v moje telo preko odnosov in preko tega, kaj berem in spremljam. Tako da, ja, vse je ljubezen do sebe, imejte sebe radi in poskrbite za to, da bo vaše telo res postalo svetišče, ne pa smetišče.